Opera buffa, to je forma, ne? Zdaj, niti natančno ne vem, v katerem stoletju, ampak to je forma, to je oblika opere. Ampak to je nekaj smešnega oziroma nekaj komedijanskega. Da je vesela, da je poskočna, da je mogoče rahlo zajbanska, se tudi imenuje opera buffa, ampak da pa upam nosi to začudenje in svet je čudež, ne? Svet se neprestano obnavlja, ti ga ne razumeš, ampak si upaš, da to, kar prihaja vate, da zapisuješ čim bolj natančno oziroma čim bolj to, kar, ne vem, kaj sinapso vrača, kaj možgani delajo, to je na nek način zelo cerebralna zbirka, ampak po drugi strani pa upam zelo vesela. To je čudna knjiga pravzaprav, ker zelo malo o njej vem. Večina je bila napisana na Rabu med 5:30 zjutraj in 7:30 zjutraj, ko sem se splazil iz postelje in šel, predno se je Rab zbudil, ko je bilo še vse napol temno, in se potem vrnil v posteljo k ženi, tako da mi ni nič zamerila. In to je, jaz pišem tako, da se stavki sami me napadejo. Ne morem pravzaprav kaj dosti. Jaz se dam na razpolago in potem prije nek ton, prije nek trak in mi diktira zadeve. In to se zapišem, moram totalno vse hitro zapisati, tudi če pozabim zadnje 3 besede, se jih ne moram obnoviti. In potem iz tega sestavljam. Ne? In zato pa, kako pa potem pride to ven, rabim pa precej časa, rabim pa gledati pol leta, pa izčrtavati pa še pol leta in potem nekako upam, da to lahko zainteresira bralca. Na nek način opozarjam svoje bralce, da če niso željni vzpostaviti neke koncentracije, ne, potem ne to pustijo pri miru, ker bodo besni. Tako kot jaz, včasih, ko začnem, se zgrozim. Odkot mi pravica, da pišem nekaj tako nerazumljivega? Ker je treba enostavno, je treba imeti to pozornost, imeti to odprtost, da te to lahko nagovori. To ni preprosta zadeva, ker tudi tako kot znanosti, ne, to je jezik se zelo natančno razvija in tukaj je treba na nek način biti pripravljen, da lahko razumeš nekaj, kar ni seveda ta naš jezik, s katerim se zdaj pogovarjava midva. Veselje do življenja. In seveda en kup enih okruškov, to, kar se človeku, so spomini, otroštvo, kar se pripeti, ampak to so neke vrste fragmenti, ne? In to je neka melasa, ker jaz tudi ne želim pisati o lastni poeziji in tudi nisem nikoli literature študiral in vse to nekako odmetavam v svoje nezavedno in to je neka vreča, ki potem sama sika. To je tako, kot da bi nekaj, kot da bi moje telo bilo, recimo zemlja, pa vsake toliko nekaj špricne ven, neke gejzire ali nek nektar poberem, ne? In da pravzaprav znotraj procesa sploh ne mislim, ne? Ampak se samo odpiram in predajam. Tudi Tito ni mogel piti kislice, ki mu jo je ponudila sestrična v Kumrovcu. Res mi je stisnilo lulčka. Lahko pijem samo Barolo in šampanjec. Griz se mi upira, kruh se mi upira. Res mi je stisnilo lulčka. Kapice so me naredile za psa, zgrmel sem pošast. Še včeraj sem bil deček zvonar z očmi, nežnimi peškami. Umrli so me, zavili v panel v hostju in zakopali. Spet sem zrasel iz groba. Res mi je stisnilo lulčka. Lahko pijem samo Barolo in šampanjec. Umrem, kjer ni brija. Medičejci so me zastrupili kot njihovega porno papeža. Bil sem navit na sladke palčke. Otroci so me lizali v pratru in zdaj to. To se pa spomnim, ko so bila mlada Jaša Zlobec pa jaz sva gledala nek ne vem, dokumentarc, nek film in sva videla, da je Tito, ko je prišel v teh svojih sestrični v Kumrovc, mu je ponudila vino, ne, in Tito je tako rekel kot šoferju naročil, naj prinese flašo lastnega vina, ne, zato, ker ni mogel piti te kislice in naju dva je to popolnoma revoltiralo in kako grozovito je to izgledalo. Ampak potem, ko je človek, ko ima moje leta in ko se navadi na boljša vina, je pravzaprav na nek način težko piti kislico. No, ampak to je seveda, ta pesem je napad na moj lastni snobizem, seveda.